organizacijo, ki pomeni ne samo za krajevno skupnost Ivankovci, pač pa tudi za našo občino eno veliko dodano vrednost. Namreč, če želimo kaj narediti za te naše lepe kraje, kot smo lahko z njegove strani slišali, potem smo mi sami poklicani k temu, da se tega zavemo in da z temi prireditvami tudi privabimo ljudi iz širše in pa bližnje okolice, da nas obiščejo, da pridejo med nas in da potem tudi vidijo, kaj lahko ponudimo in kako so ti kraji res čudovite. Je čas, ko spoznaš svoje sposobnosti in je čas, ki ti pokaže pravo življenjsko pot. Je čas druženja ob vinu, je čas, ko so se sklenila nova prijateljstva, ki nas povezuje več kot le vino. Tako, 2 leti sta minili, bili sta pestri. V svojem mandatu imam pod okriljem več kot 50 različnih dogodkov na domačih tleh, tako kot tudi v tujini. Danes se končuje čas mojega kraljevanja v Jeruzalemskih goricah. Ne končuje se pa pot, ki me je povezala z vinom. Ta pot je postala le še močnejša. Tu ostajam, kamor spadam. Med vinograde, med vino in med ljudi. Zahvalila bi se društvu, ki mi je omogočilo, da sem postala druga kraljica Jeruzalemske vinsko-turistične ceste 15. Hvala občini Ormož, ki mi je omogočila lažje upravljanje dolžnosti. Hvala družini za podporo in spodbudo. Posebej pa hvala vsem vinarjem, ki so mi priskočili na pomoč, ko sem gostovala kraljice. V spremstvu Branka Fihnja, člana Turistično-kulturnega društva Ivankovci, prihaja naša nova vinska kraljica na oder. Prosim še enkrat za aplavz. Seveda podeliti moramo tudi častno listino novi vinski kraljici, predajajo Irena Cerovič, članica komisije za izbor nove vinske kraljice. Da bom predano skrbela za promocijo vseh vinogradnikov, in vinarjev na Jeruzalemski vinsko-turistični cesti 15, da bom promovirala naša prleška vina, povsod, kjer se bom pojavila kot kraljica, Jeruzalemske vinsko-turistične ceste 15. Za kar mi nikoli ne bo žal ne časa in nemoči. Za predstavljanje žlahtne kapljice, ki jih pridelujejo naši pridni vinogradniki. S svojim delom bom pripomogla k nadaljevanju tradicije pridelave naših vin, v katerih odsevajo vse lepote pokrajin vseh žlahtnosti. Ki ponujajo vsaka kaplja vina, ki združuje potrebna ljubezen do pridelanega vina.
ki združuje potrebna ljubezen do pridelanega vina. Trudila se bom za promocije kulture pitja vina Trudila se bom za promocijo kulture pitja vina mladimi in skrbela, da bodo le-ti postali častilci vina, med mladimi in poskrbela, da bodo le-ti postali častilci vina, ki velja za najbolj naravno pijačo na svetu. ki velja za najbolj naravno pijačo na svetu. Po najboljših močeh si bom prizadevala, Po najboljših močeh si bom prizadevala, da bodo lepoto pokrajine, da bodo lepoto pokrajine, bogatstvo okusov v povezavi s tradicijo, bogatstvo okusov v povezavi s tradicijo, pridelave vin spoznali mnogi, pridelave vin spoznali mnogi, ki jih bo pot zanesla v prelepo Prlekijo ki jih bo pot ponesla v prelepo Prlekijo in da se bodo k nam v vinski raj in da se bodo k nam v vinski raj odličnih vin radi vračali. odličnih vin radi vračali. Tako, Katja je s to zaprisego, prosim za aplavz, stepec za prisege. Med drugim tudi obljubila, da bo 2 leti zastopala jeruzalemsko-ormoška vina in sodelovala na vseh prireditvah povezanih s promocijo turizma občine Ormož. Sedaj pa prosim za nekaj besed, Katja, da pozdraviš vse navzoče kot 3. vinska kraljica vinsko-turistične ceste 15. Pozdravljeni torej tudi z moje strani. V velik ponos mi je stati pred vami kot 3. jeruzalemska vinska kraljica. Vinogradništvo je na našem območju prevladujoča panoga in zagotavljam vam, da bom dober glas o naših odličnih vinogradnikih in izvrstnih vinih ponesla po vsej Sloveniji in tudi tujini. Za svoje vino sem izbrala kralja med belimi vini, polsladki renski Riesling, letnik 2015. V prvi vrsti naj se zahvalim Turistično-kulturnemu društvu Ivankovci z Mihajlom na čelu. Potem bi se zahvalila Mateji, ki je v času svojega kraljevanja delo opravila več kot odlično. Hvala gospe Kolenko iz Ljutomera za mojo opravo. Hvala mojima staršema, ki sta mi za svojo vzgojo približala delo v vinogradu in kleti. In hvala celotni moji družini, ki mi stoji ob strani in tukaj. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste s svojo prisotnostjo polepšali ta dogodek. Hvala vam. Živijo, živijo na svet. Na zdravje. No, pa gremo lepo naprej. Klopotec. Torej, jaz bom povedal eno drugo stvar. Od totem cajti je posebno nalogo imela tudi vahtar, ker je čuval Jerusalem. Vahtarska služba, bom povedal o tem, oziroma veliki noči. Če na veliki šmaren sonce sije, vino samo vso velije. In to letos izgleda bo. No, kak vidim, so naši dečki obščapi in že so stignali stolček. Vam tudi dam. Ja, to bo nova pesmica. Razgošenki ansambl Prlekije. Seveda danes igra tukaj ansambl Sorodniki, to je naša mlada generacija in seveda bomo zaploskali še pozneje. No, o Klopoci še moram jaz zdaj povedati, kaj za blagornega, ja, blajo. Jaz malo slabše tega ne vidim, ker se veje joko goste. Ja, moram še to reči, da, bom malo povedal. Navadno je stolček iz trdega lesa, se pravi iz bukovine. Gredelj mora biti malo močnejši, pa bolj žilo, zato je najboljša gruškovina. Ja, ženske pa tiste, ko imajo dobre macleke, potem predstava. Samo, ko bo to ta zadeva končana.